In kaj praviš, da si delal prej? Na televiziji, ali kaj? Ja. Stand kamere sem bil. Asistent kamere. Ja, Daj mi neki povej, kaj si delal na televiziji. Skva pri nas se postanejo nikoli neke akcijske serije. Neki kao, krimi varianta. Same neke te družinske limonade, ne vem, pod sosedovo streho, pa to. Pa kdo to gleda zdaj? verjetno zato, ker ni kriminala pri nas. Ko ni kriminala, stari, pa posod na svetu je kriminal. Je kriminal, sam je beden, stari. Kako misliš beden? Ajde, zamisel si, kako bi pri nas gledala ena krimi serija. Ajde, kako bi to izgledalo. V prvem delu prije en tajkun, mazne 10 milijonov, pol 8-9 delov se ne bi nič dogajalo in v zadnjem delu samo dve opcije. Ali primer zastara, ali ga pa oprostijo. To je jadno, stari. Dobro, no, pizda, nisem mislil na te gospodarske šupke, no, pizda, ne razumeš? Ja, mislil sem na ta prave kriminalce, stari, pizda. A si slišal kdaj za Pablo Escobar? Streljanje, umori, ropi, tatvine, droga, a razumeš, pizda, reketiranje, akcija. Sam poglej Skandinavce, stari, koliko enih serij so posneli na to temo, ful dobri. Ali pa če pogledaš Balkan, pizda, Srbi, Hrvati, vsi to snimajo. Sam pri nas, sam neke gluposti, res. Veš kaj, problem je v temu, ker pri nas ni materijala za te stvari. Pri nas ni umorov, stari. Pri nas se na 10 let se enega rokne. To ni nič, stari. To si pa ti rekel, ja. Ja, ne rekel jaz, pizda, a bereš kaj časopisa, je kaj frišenga noter? Pa valjda, da berem. Ja no, je kaj frišenga, ni nič. S to se pa ukvarjamo s primeri iz leta 95, pizda. A je imel bute najkice ali ni imel, pa... To sam pomeni eno stvar, da se pri nas dober dela. Zapomni se, kaj ti bo rade rekel. Dober umor je tisto umor, za katerega noben ne ve, da je. A ti si mi kao nek jeben ekspert za umore, ali kaj? Ti mene jebeš malo, a? Pa dober, ajde, če je že toliko umorov, kao nekih hudih umorov, ne? Skaj se pol saj ne piše o teh ljudeh, da ne vem, da so pogrešani ali pa kaj? Pa vse pišejo. Kaj piše? Ja pa malo ber cajten, ga vse pišejo, pogrešajo onga, iščejo onga, se skozi. A pa bereš, kdo so te, ki so pogrešani, kao? Kdo? Ja, kdo, pizda, 70-80 let stari, dementni babice pa detki, ki zaluta tam v šumo, ki gre gobe iskat, Ja, se pa ne pa. zna svoji kući vratiti. A pa ne vem, kakšna najstnica prespi pri fantu, zgubi nedolžnost, pa je pa toliko dobro, da se 4 dni ne zna domov vrniti. Taki so to primeri, ne pa pizda en normalen 35-letnik. Daj si videl 35-letnika, enega normalnega, da je pogrešan. Ajde. Kjer imaš ti argumente, pizda, Ja, res. tako je, pizda, to so fakti, stari. No, a si ti kdaj pomislil, zakaj je toliko samomorov v Sloveniji? Kaj s vem? Pa stari, to nikoli ne pride v cajtak. To so samo neke jebene statistike tam. A poglej realno, stari, Italija, sosedna država, ful kriminala, mafija, ne vem kva vse. Od 100.000, 5 makaronarjev naredi samomor. A pri nas od 100.000, 15, stari. Pa to je 3-krat več, pizda. Tukaj nekaj ne štima, stari, res. To me ne bo meni prepričal, no. Čak, sam malo zdaj. Ti v bistvu meni hočeš povedati, da samomori pri nas v Sloveniji v bistvu niso samomori, ampak so... Vse sem ti rekel. Najboljši umor je tisto umor, za katerega noben ne ve, da je bil umor. Ja, mali. Ja, ampak... Kaj pa, če ne moreš narediti tako, da zgleda kakor samomor? Kaj pa? To mi razloži, stari. Kaj se kle ustavil zdaj? Pej boš nekaj pomagal, raj. Io non sono romantico, io non sono atletico, sono un ragazzo
Jaz se sklicujem na Second Amendment. Pravica do orožja. Tega pri nas ni. No ne, to nas lahko tih. The right to remain silent. Mislim, da misli na Mirandine pravice. Kak je Mirandine pravice? Moje pravice. To nas lahko tih, da ne pričam procep na sodišču. 5. amandma. Vse to sem rekel. Tudi tega pri nas ni. Lej, vse bom povedal. Ampak pod pogojem, če bom imel witness protection. Witness protection. Program za zaščito prič. Nova identiteta, pa te fore. Tako kot v Goodfellas, če ste gledali. Ejoj, fantje. Malo preveč filmov gledate. Zahtevam odvetnika. Ok, kdo pa je vaš odvetnik? Koga pokličemo? Mislim, ne vem, nimam ga. Ampak ga zahtevam. Ok, pol pa vam bomo mi svoj gaz zrihtali. Ne. To pa ne. Kaj da mi boste dali enega luzerja, ki je fuknil rimsko pravo 9krat v Ljubljani, pa končal pol v Mariboru, ni šans. Ali pa kakšnega vašega, tako malo nameščenega. Malo Morgan. Prav, se pravi, boste sami odgovarjali. Ok. Slej ko prej boste morali povedati, kaj se je zgodilo. Če ne bomo pa cel dan tukaj, a ne? Ja, valjda, nimam nič za skrivati. Potem pa začnimo lepo na začetku, v svojih besedah. Furali smo se po cesti. V glavnem, odpadnik je bil daleč najboljši. Pika. Teksaški mož postave katerkoli dan. Kakšen tekst? Chuck Norris najbolj na prvo žogo, mogoče ne. Stari motor, čupa, Bobby Sixkiller, no? Njegova seka, stari. Šajen, Sixkiller. To je samo zato, ker gledate nazaj na celo zadevo z nekimi romantičnimi očmi, cela nostalgična. Gledate danes eno epizodo, pa mi povejte, če ni to najbolj cringy stvar ever. Ok, to už pa takoj nazaj odziv. Model, he was a cop and good at his job. But he committed the ultimate sin and testified against other cops gone bad. Cops that tried to kill him, but got the woman he loved instead. Framed for murder, now he prowls the Badlands. An outlaw hunting outlaws, a bounty hunter, a renegade. Najjača uvodna špica ever, človek. Ampak daleč najjači je bil pa itak MacGyver. Debatova. Mene lulat. Model lih, ker smo bili na pumpi. Pa aloh, please ne rečeš lulat, ker tako najbolj creepy mogoče je. Pač reč scet. Ok, v redu, scat me, ustav. Ne bom, ker sredi ceste zdaj tle ustavljal, zato ker ti nisi šel na skrep. 5 minut nazaj smo bili tam. Zakaj nisi šel? Ja, ker mi ni tiščala, ne? Ja, a 5 minut nazaj te nisi scet, zdaj te pa scet. Ja, ker sem sok spil, ne? Zakaj si pa kupil sok, če si vedel, da boš pol moral na stranišče? Ker nisi vedel, da me bo scat pritisnila. Ti za cel dan naprej veš, da te bo scat pritisnila, kaj? Model, koliko si ti star? Vsi vemo, da moramo iti najprej scet, preden gremo na pot. Pa dobro, no, zdaj se že toliko cajta o tem pregovarjate, da že mene scet prijeli. Lej, kombi je na mene pisan, zdaj le vstal. A ja, res, to karto boš uporabil. Ja. Lej, vsi smo zanj plačali, ampak a veš kaj, bom ustavil, zato ker zdaj pa tudi mene razkriti. Prav? Truplo.
Žrtev. Mi lahko kaj več poveste o tem? Dajmo se takole zmeniti. Če se lahko zdelamo na 3 leta, podpišem, kar boste hoteli. Prosim? Tožite me za karkoli, sam da je 3 leta. Vi imate zaključen primer, dobite ali ne vem, medalje, kupone za City Park, karkoli. Jaz lepo 3 leta čuzej, to je to. Pa sej vas sploh še nismo ničesar obtožili. Nismo se razumeli. Jaz sem rekel, vi meni dajte 3 leta za karkoli. Lahko je to izsiljevanje, ugrabitev, to mene ne zanima. Sam da jaz dobim 3 leta in to je to. Se pravi, vi bi radi šli v zapor. Lej, meni je jasno, da grem v zapor, ne? Ampak ne za 20 let. Saj nisem fento človeka. 2 do 3 leta, to je najboljša šola. Kakšna šola? Šola za life. Tam se ful enih stvari naučiš. Dobiš ful enih poznanstev, vez. To je kot LinkedIn za mafijo. Sam tako 2-3 leta max. Kot faks, recimo, ampak bolonski sistem. Ne bom se usedel za 20 let, kada sem koga fentil. A se vi zavedate, da ste na policiji? Dobro, se smo vsi odrasli hlele, ne. Dajmo se lepo zmeniti. Jaz vam povem, kva je fora s temi trupli. Vi pa meni lepo date deal za 2-3 leta. Po 1 letu dobim pogojno, grem ven. Ali pa produžim, če mi bo taka gotiva noti. To je to. Se opravičujem, ampak mi res tlele še nikoli nismo imeli nobenega, ki bi sam od sebe hotel v zapor. Dobar, ti si včeraj iz osnovne prišla, on pa isto penzija. Kaj on bil mlad, so take še prvo v nafto namakali, pa pol v perje. To je praksa, brat. Moj sosed Žele je prodajal butro. Dobili so ga, usedel se, odrobil svoje, prišel ven, začel prodati belce. Ampak to sam s to, kaj je noter dobo veze. Po 1 mesecu si on kupil že Audija, novega Audija. Žele? Mitrović Žele. Alo, to ti nisem jaz rekel. Glejte, to res ne gre tako, kot si vi to predstavljate. Mi samo popišemo vašo izjavo. Potem se pa sodnik odloči, kako in kaj naprej. Ampak, kot sem vam že rekel, mi vas sploh še nismo ničesar obtožili. Pa kaj to komplicirate, stari? Sploh ne rabimo nobenega sodišča za to. A sem vam rekel lepo, pa se ni čudno, da je sodstvo toliko kurco pol pri nas, kolikor je. Dajte mi že en deal, da nekaj podpišem, jaz vam povem, kdo je fento, te dva in to je to. Ne vem, kaj je problem tok? Pokličmo gar to državno tožilko iz Mence. Ne vem, fore, stari. Sam sekunda. Misliš, da je šel klicat tožilko, ali kaj? Dvomam. Tista, ki sem mu pozabil reči za ta, da bi mi Koper zapor dal. Tam je ful boljš, tam je gotiva, vse je modern, PlayStation, ovo, ono. Pa še obiske imaš lahko. Rade mi je rekel, da si dal tudi z obetom popraviti. Vse džabe. Rade? Te Rade. Moj sodelavc. A pa ta Rade. A je on kriv za to naše truplo? A je on morilc? Pa kakšen morilc? Zakaj hočeš, da ljudje mislijo, da si ti morilc? Lej, jetra imamo tečena v teh tvojih gluposti. Pa pač zebancija je bila, no. A veš, vsakega novega, ki dobimo, pač ga malo prestrašimo. Naredimo nek krst, tako kot v unih ameriških bratovščinah. Nič posebenega, no. Spet te tvoje pederske fore, ne? Pa niso pederske fore, no. Jaz ti hočem sam povedati, da nisem jaz nič kriv človek, no. Bojči je vse zajebil. Rade, on je vsega kriv. Po moje, da ga je on. On jo je oba. A Rade? Veš kaj, ne bom ti nič več rekel. Ni dela, ne bom govoril spoh. Lej, se mi lahko poveš, no, a ta Rade, on je morilc. Povej. Čist nič več ne bom povedal. No kaj, boš še kaj naprej povedal? Ja bom, počakal, no, moraš celo zgodbo štekati. Glej, jaz sem hotel, da mulo misel pač
da sem jaz poklicni morilca, ne. Še v avtu sem se spomnil en ful dober stavka, veš. Sem rekel, najboljši umor je tisti umor, za katerega noben ne ve sploh, da je bil umor. To sem se sam spomnil, človek. Joj, s kakšnimi bedaki mu niso pravka. Pač glej, kaj je Mulo že začel malo razmišljati, pač da je to res, a veš, ko sem začel psihirati, je bila meni fora, da ga jaz odpeljem nekam na samo, ne. Spet te pedrske fore in pol. Pa počak malo, no. Glej, jaz sem ga dal v avto in sem ga vozil okoli. In ko sem prišla na samo, sem mu rekel, lej, dej Petri boš neki pomagal. In pač pol, a veš, greva zad, odprem prtlažik, valjda noter truplo. Kakšno truplo? Kaj govoriš, no pa... Čigavo? Pa glej, ni bilo truplo, no. Bila je lutka. Fora je bila tem sam, da so on v Siriji. Dobar, in kaj pol, zdaj se je usrov, ali... Ja, valjda, čist se je usrov model. Tam je bruhu skoraj pizda. Res. No in pol, ko smo povedal, da je sam fora... A no, veš, to je pa zdaj drug tako problema, ne? Pač ni mi ratal mu povedati. Rade. Sam tole, stari. Model. Pa ti si legenda, model. Jaz ne morem verjeti, stari. Jaz sem tebe imel za enega starega opuška pizda. Ker imaš, smilil si se mi, da imaš še en jadan job, delaš 20 let isto, izterjuješ tam kar ene jadnike, pa ne vem kaj, pizda, babica mu vzemaš televizorje, ampak ti model, ti si vse to delo zaradi krinke, stari. Fuck, no, mislim, ti si Jason Statham, buraz. A veš, no? Mislim, Hitman, pa to sam bam, no? Čist si lud, jebo, mater, ne moram verjeti. Dobar, no, nisem jaz, viš, ne. Stari, pazi, kaj ti reče. Jaz, ko bom velik, stari, jaz bom kot ti, majke mi. Pač ni mi ratal, no. Se pravi, da on še zdaj misli, da je bilo to truplo. Truplo? V bistvu sta dve trupli, vsaj na prvi pogled. Kaj to pomeni? Ja, dobili smo prijavo, da je nekdo najdel truplo. Pol pa, ko so naši prišli na sceno, ni bilo več nobenega tle. Bili pa sta dve vreči. Ena stara, ena pa sveža. Modus operandi? Isti. Črne vreče za smeti, duct tape, verige, vse ista znamka. Kaj gre za istega storilca? Čakajte, najprej morate nekaj videti. Lutka. Lutka, ja. Kaj pa drugo truplo? Drugo pa je pravo. Ampak je pa še ena pomembna razlika. Prvo truplo oziroma lutka je bilo odvrženo v jezero, drugo pa na suho. Kaj, mislite, da ga je nekdo premaknil? Ne, po mojem ne. To območje je pol leta napolnjeno z vodo, pol pa presahne. Ja, v presekajoče jezero ga je vrgel. In teorija? Ja, mislim, da tukaj ni nobenih naključij, ne? Po mojem je storilc genij, ki ima plan razdeljen v nulo, tako po fazah. Po mojem je bila lutka sam test. On se je na njej učil, zbiral pogum. In v prvi fazi je ves svoj ritual izvedel na lutki, zato ker se je učil, vrgel lutko v vodo, zato da je ne bi najdli, ampak si je pa pustil opcijo, da jo mogoče najdemo kasneje, pol, ko bo ready. In zdaj, ko je končno zbral pogum, druga faza. Imamo pravo žrtev, isti modus operandi kot pri lutki, sam da se je šlo tokrat za res in da je on hotel, da jo najdemo. Se pravi, vi mislite, da gre za naklepni umor in da se je morilec več mesecev pripravljal? Ne, jaz mislim, da se je več let pripravljal na svojo prvo žrtev. Prva žrtev? Ja, jaz mislim, da je bila to šele prva žrtev, ja.
On je hotel, da jo najdemo in da vidimo, kaj je naredil. Ja, ampak zakaj tako mislim? Tako kot Ice Truck Killer, no, Dexter, Season 1. V slovensko, všeč. Jaz mislim, da je hotel, da najdemo truplo, hotel je, da vidimo lutko, hotel je, da razumemo, da je to šele začetek igre, Kuman. Kakšne igre? Jaz sem prepričana, da je tip zelo inteligenten, da je perfekcionist, da je totalen psihopat, ampak z metodo, da ve, kaj hoče, da ima načrt za naprej. Jaz mislim, da imamo opravka z serijskim morilcem. Pa kva se smeješ zdaj, pizda, no? Po bitki ste vsi generali, pizda. Lega. Kva naj drugič googlam, pizda, kjer je jezero najbolj za trupo nos fuknem, a kaj? Kaj da jaz vem, da Cerkniško jezero tam presiha? Čakaj, prvič. Nobenega drugič ne bo. Ker je bilo to tisto prvič, zadnjič pa nikoli več. Drugič pa vsak otrok osnovni šol, 3. razred, ve, da je Cerkniško jezero, poglej ga, presihajoče, ti si šprical takrat, ne? Da kad dež pada, je voda, kad ne pada, je pa trava. Res si svetovni prvak. Ja pa pizda, no panika je bila človek, no. In pa čitak sem bojča, poslušaj, 5 greva fukent kega, pizda, ka sva prva uno vrgla. In valjda, se odpeljeva kej in fukneva noter, kačem. Ja, nač, debil si, pa mu nič povedal, da je lutka tista, ne? Ja pa kako naj mu povem, no lej, imel sem ga pri sebi, pizda, več kot 3 mesece, a me razumeš, in pol kar naenkrat, da mu rekel, a veš kaj, uno, to prvo truplo je bila pa lutka. Kaj bi si mislil o meni? Pizda. Nisem nikoli razmišljal, sem mislil, da mi bo bolj bed videti truplo. Še nisi nikoli nobenega trupla videl? Ne. Ti? No, ne, pol leta nazaj smo bili eno truplo predstavljali. Kako truplo si ti predstavljal? Dedja, ko je umrl. Kam si ga predstavil? Na vrtu smo ga zakopali, pizda je s fucking posle na kavč, kam? Zakaj, model? Da je babi lahko šla spat. In zakaj ni spala na kavču ali pa neki? Stara je, probleme ima s fucking kičmo, stari. Itak da je šla na poslo spat, pa kaj boli kurac dedje, itak je mrtev ali spi na kavču ali pa na posli. Pizda, jaz ne vem, če bi lahko spal nekaj, kaj je nekdo glih kar umrl. Fanta, lahko prosim sam spiznimo stran tukaj, preden do pride tole predstaviti, okej? Pa kdo prši tole predstaviti, pa le kak zgleda, stari, to je že, po moje, že kako leto tule, no. Pa a lahko ti nehaš žokati vsako mrtvo stvar, ki jo najdeš na cesti, pizda, pejmo čim predstavno treba res. Sam pejmo stran, prosim. Stari, celo truplo sem fucking poscal, zdaj je gor moj DNA. V urinu ni DNK-ja, ti budala neumna, pizda, si ti naredil kdaj kakšno šolo, no? Si ti pogledal kakšen CSI mogoče, stari. Točno to hoče, da ti misliš. Veš, na kakih forah te oni dobijo, stari. Fucking po urinu bojo vedeli točno, kjer sok sem spil, kje sem ga kupil, na fucking pumpi bojo videli vse kamere, pa še vtise od gum smo tlep stil. Pa dober, no, pa sega nisi ti ubal, pač si postal eno truplo. Sej, ne vem, ponovim, da še kaznivo to ni. Mislim, lej, ziher greš svojo kak register za nekrofile, pa kakšne 200 € kazni, No, pašeš. pa 100, če je hiter. Fanta, to ni smešno, okej? No, mislim, malo je. A se lahko prosim zberemo, no? Okej, ker v bistvu nismo čist nič zares naredili. Prav pač, najdli smo ga. Malo smo ga poscali, lej. Se zgodi, a ne? Ne vem, pejmo lepo po pravilih, naredimo vse tako, kaj treba, pa lahko gremo pol domov, prav? Bi zadej, poklič policijo. Kaj jaz pizda, daj ti fucking poklič. Pa si ga ti najdu! Ne, jaz sem ga samo fucking postal, skupaj smo ga našli. Dobar, no, bom jaz klical policijo, no, kada je važen. Pa, lahko nehaš. Halo, je kdo doma? Mogoče pa nima. Gospodična, dajte mi znak, če me slišite. Tomšič, eno skrivnost pa ste razuzla. A bom zdaj končno zvedel, odkje je zdaj to truplo?
počak malo, no se bom prišel do keno. Ja, kdaj že 1 uro te poslušal, vse te drug pove, sam ti nekaj sem te vprašal. Pa kaj dela Bojčine poci? Šefe, a si ti kdaj slišal za dramski trikotnik? Ne. Moram ti razložiti cel background, da boš razumel motivacijo vseh upletenih. Pa jebote, dramski trikotnik, pa background, pa ne vem kaj. Koj kura se s tem struplom? To mi razlož, zdaj le takoj. Se pravi, vaša zgodba, če prav razumem, da ste čisto slučajno šli mimo, da ste se praktično spotaknili ob truplo in da razen tega nimate nobene zveze s tem primerom. Ja. Zakaj ste pa pol pobegali z kraja zločina? Zakaj? No, zaradi drugega trupla. To ta drugo truplo. Ja? Tega še ni bilo, ko ste prišli na kraj zločina. Ne. Ko smo mi prišli tja, je bil sam en. Pol je pa še drug prleto. Kaj? Ker z neba je padal, ali kaj? Ja, tehnično gledano, ja. Ne vem, a je moški ali ženska, a je star ali mlad, ali nared vaniljo ali čokolado. Nič ne vem, gospa, v polivinil je zavit. Ne, nič se ga nismo dotikali, nič se ga nismo odpirali. Mislim, imeli smo eno sceno, sam pač to res ni... Vas pokličem nazaj. Io non sono romantico, io non sono atletico, sono un ragazzo ordinario, ma libero un magnetismo, forse l'atavismo, sono così, piaccio alle donne.